Takoj opaziš, ne glede na vozen program, da se avto ful nagiba. Dobro jutro, ura je 6:15 zjutraj. Jaz pičim v Ljubljano, ko sem rdeč. In današnji dan bo v znamenju dam, dveh dam. Pa enega BMW-ja. To je tudi res. Gizmo, gremo. Hop. Ok, zdaj pa naprej v Ljubljano. A ti veš, kdo je Maraja Dolenc? To je ena Američanka z Kalifornije, prihaja in ima svoj vlog. Jaz sem jim grede furac spremljam. Dama številka 2 ne pa zaenkrat ostane še skrivnost, prav. Zdaj moram žensko sam najdeti pa povabiti v avto, če bo hotla. Pa gre pa na Vransko. Kaj pa, kaj se na skateu okrog vozi, to ne moreš verjeti. Vidiš? Can I see this? Oh, it's actually, legit. it's the, yeah. Lek vama napisal na skateu. You're way smarter than me, I would never do this. A govorijo po slovensko? I don't... Ne vem. So listen, since we're in a hurry right now, we're gonna go to Vransko, where we're gonna try some things out, but we have to get there fast. And after that, we're gonna just take it easy. We're gonna have ourselves some breakfast. What would you have named Ava if it wasn't Ava? First of all, we were both for Ava, of course, but if... Very important that that's on the record. Yeah. I wanted to name her Pika. I mean, Tina was so glad it was a girl. Since I'm Cyril the third, if it would be a boy, it would be Cyril, just like me. Kaj je za začetek rabim, samo še špegle. Ok, dajmo začeti. Maraja je tukaj danes zato, ker bo spremljala to, kar počnem. Jaz sem pa tukaj seveda zaradi tega avtomobila. Pa prva zanimivost, a ti veš, da je ta prvi BMW X4 zdržal sam 4 leta? Hecen, ne? Pa ne, da X4 ne bi bil uspešen ali pa kaj takega. Pravzaprav jih je BMW prodal celo več, kot so pričakovali. Sam po drugi strani pa je ena druga stvar res, ne? Ta avto je bil zasnovan na prejšnji X3, tista je pa vam prišla kdaj? 2010 in to pomeni, da je bil tehnološko pa tudi oblikovno že malo za tistim, kar ponujajo tekmeci. Zdaj pa, če sem že omenil tekmece, pol verjetno ne bilo neumen izpostaviti, kdo to so. Zdaj, kva imamo? Velarja, pa Alfa Stelvio, pa Jaguar F-Pace, pa Maserati Levante, pa Mercedes GLC Coupe, pa kdo še? A ja, Macan, tega sem malo pozabil, pa glih tega, ki se pele daleč najboljše do vse. Ne daleč, zato ker Stelvio je bliz. Drugače sta pa X4 pa X3 tehnološko praktično dvojčka. Oba imata spredi pa zadaj recimo multilink, pri obeh je 4-kolesen pogon X-Drive naravnan tako, da ustreza bolj dinamičnim voznikom, to pomeni, da gre večino navora najprej nazaj, pa pol naprej, če ga res nucaš. Je pa res, da je X4 bolj čvrst od X3, ker tudi more biti. Mislim, more upravičiti svoj videz. Zdaj, a ga zares upravič ali ne? Mislim, da je cajt, da grem čez količke. Ne čez količke, okrog količko, to bo boljš. Čez količke bi izpadel malo debila, ne bi. Takoj opaziš, ne glede na vozen program, da se avto ful nagiba, zadek je lahek. Zdaj to nagibanje je lahko moteče, v tem primeru pa moram priznati, da se vsem kar v redu počutim, čeprav se pelem relativno hiter. V trenutku, ko recimo dam nogo z gasa, zadek postane lahek, kar govori pri dinamičnem vozniku. Je pa res, da se asistenčni sistemi vklapljajo ful zgodaj, kar mi ni všeč. Maraja, how do you like the car so far? I'm really impressed, quite honestly. Če gledam generalno, v primerjavi s tekmeci, tukaj sta v vrhu še vedno Macan, Stelvio, pa to bojo BMW-jaši zelo neradi slišali. Po celotnemu feelingu, kar se vozne dinamike tiče, vsem bliže Mercedesu GLC Coupe. To pomeni, da je v prvem planu kompromis med športnostjo pa udobjem. Ne se pa na navadni cesti voziti v sport, ker je vse en malo trd. Ok, naslednja stvar, ki so prebemvajo ta avto na cesto, da so se pohvalili, da je dober tudi na terenu. Jaz verjamem, da je to res do neke meje, zato ko vsi vemo, kakšno omejitev predstavljajo navadne gume. Danes tukaj bomo zelo hitro prišli do meje njegovih zmogljivosti. What is the notification? The car is just letting me know that everything is really close by. Offroad v teh gumah, predvsem pa, ki je vse razmočen pa blaten no-go. Ni ga avta, ki bi se na takšnih gumah pa v takem blatu znajdel, zato rabiš resnejšo offroad opremo. Je pa še en področje, kjer X4 mogoče kontra prepričanju tudi presenet. A veš kje?
v drugi vrsti. Zato, ker če pogledaš streho, ne, ta padec dol je kar strm. Pa se pa usedeš sem zadaj, pa vidiš, da je prostora pravzaprav kar velik. Pa tudi za noge, če sem čisto iskren, a veš, da nisem ziher, da ga je v X6 sploh kaj več. Pa veš, koliko večji avto je X6. Pa zdaj svetloba glihko pada, da vidiš čisto vsako, ki pride z mojih ust. Le koliko je. In ko pridemo do praktičnosti pa uporabnosti, je X4 v bistvu na enaki ravni kot X3 do druge vrste. Vključno z drugo vrsto. Pa prijemo do kufra. A veš, na papirju je kufra za 525, mislim, ne samo na papirju, tudi v praksi je za 525 litrov. Velika številka, ful uporabna zato, ker je razmeroma visok, ampak dejstvo pa je, da je kufr vse malo bolj plitek in na tem področju ga pa X3 pol nese. Pa drugače ful lepo obdelan, kakovost materialov je nesporna, s terim vzvodom podreš sedeže v drugi vrsti. Ok, zdaj pa še ena stvar, kaj pomeni oznaka 2.5D? To pomeni 4-valni motor, tam okrog 230 konjev, 608 do 100, 500 Nm navora. To so kar orang številke. Mimogrede en detajl, vidiš, kako luč odstopa ven iz karoserije, pa se potem tukaj dvigne gor. Zgleda dobro. Meni ste stvari všeč. Meni ta avto v zadnjih 3-4 dnevih ponudca med 6.8 pa 8.2, povprečje pa tam je 7.5. Na konc dneva pa, ko vse čez daš, to se pravi, ko pregledaš vozno dinamiko pa varnost, o asistenčnih sistemih recimo sploh govorili nismo, avto je zelo pameten, zelo napreden, praktično na enaki ravni kot X3. Pride do tega, se strinjaš s celotno filozofijo tega avta, z obliko pa s pristopom, ki ga je BMW ubral. Tukaj je tista večja razlika, ki se folk pa odloča, ne? A se bo odločil za X4 ali pa X3. Naslednja postaja BTC, Rebeka Dremelj me je prosila, če naredim eno uslugo, pa to naredim z veseljem. Ona mislim, da vozi enega sponzorskega Hyundai Tucsona, pa me je prosila za par nasvetov, ker se mi zdi, da ne ve dost o tem, kar voz. Dobar dan želim. Da zdaj zabremzam verjetno. Ne bom zabremzal, no, se spomnim zabremzal. Rebeka, lepo se me. Hvala ti. Evo, zdaj pa tako, če si mislil, da je tega vloga že konc, ne še, zato ker, ko sva z Marajo nehala snemati BMW-ja, me je vprašala, oziroma je rekla, ej, če bi me ti zdaj tukaj blizu, lahko nekim pelu, kjer še nisem bila, kje bi to bilo, pa kam bi šla? Pa sem pa razmišljal vse tiste klasične variante, pa kje lep razgled, pa take fore, potem sem se spomnil pa na nekaj drugega. Geometrično središče Slovenije. Sam enkrat v življenju sem bil tukaj. What do you think about my decision where to bring you? It's fantastic. Why? Because it's like quintessential Slovenian. That's exactly what I was looking for.